Dragi dijaki in dijakinje, spoštovani profesori in profesorice, cenjeni gostje in drugi prisotni na že tradicionalni zaključni prireditvi Srednje šole Venopilon Ajdovščina. Leto je ponovno naokoli in prav je, da pregledamo vse dosežke in presežke letošnjega šolskega leta. Ej, čakaj malo, letos pa ne bo šlo kar tako. Letošnjemu letu bi se bolj pritičilo, dragi dijaki in dijakinje, spoštovani profesori in profesorice. Pozdravljam vas tokrat izpred Srednje šole Venopilon Ajdovščina. Letošnje leto je bilo v vseh pogledih drugačno. Skratka, leto, kot ga še ni bilo. Začelo se je kot normalno. 1. september, krst prvih letnikov, slovo maturantov, potem prva ocenjevanja, pisni testi, spraševanja, vsake toliko kakšen cvek, ampak v večini samo odlične ocene, izmenjava oziroma prihod Nizozemcev, novo leto, potem pa COVID-19. No, navkljub COVID situaciji smo le prispeli do zaključka letošnjega šolskega leta. Dragi... In to več kot uspešno. Dragi gostje, poleg zaključne prireditve obeležujemo tudi Dan državnosti. Zato izkažimo spoštovanje Republiki Sloveniji in prisluhnimo državni himni. K besedi vabim gospoda ravnatelja Andreja Rutarja. Vprašajmo ravnatelja, če mu je COVID-19 slučajno povzročil kakšen siv las. Dragi dijaki in zaposleni, lepo pozdravljeni. Verjamem, da si bomo vsi to leto dobro zapomnili. Tako zaradi kakšne nove sive, predvsem pa zaradi številnih novih situacij, ki jih v tem letu nismo pričakovali. Soočili smo se mogoče tudi s strahovi, tako v vsakdanjem življenju, kot tudi v šolskem prostoru. Dokazali ste, da ste iznajdljivi in zato dokazali ste tudi, da vam je mar za znanje. Zato vam čestitam za vse dosežke v tem šolskem letu. Še posebej želim izpostaviti vse med vami, ki ste dosegli posebne rezultate na tekmovanjih in drugih obšolskih dejavnostih. Čestitam. Konec šolskega leta je poseben tako zaradi pregleda nad rezultati dela, kot tudi zaradi časa, v katerega prihajamo. Poletni čas je čas dopustov, čas počitnic. Želim vam eno lepo poletje, želim vam kakšno presenečenje in da bi se obogateni z novimi izkušnjami in zdravi vrnili septembra spet v šolski prostor, v živo. Najlepša hvala, gospod ravnatelj. Z nami je tudi gospod župan Tadej Beočanin, ki nam bo ob koncu letošnjega šolskega leta in ob državnem prazniku podal nekaj spodbudnih misli. Spoštovani gospod ravnatelj, spoštovane profesorice in spoštovani profesori, drage dijakinje in dragi dijaki. Najprej vsem vam čestitke ob zaključku letošnjega šolskega leta, ki je nedvomno posebno. Posebno zato, ker je celoten svet pravzaprav deloval pod drugačnimi pogoji, kot smo jih bili vajeni. Epidemija koronavirusne bolezni nas je usmerila v najrazličnejše rešitve
ki so omogočale pravzaprav normalno delo kljub izjemno zahtevnim pogojem. Tudi tukaj ste, spoštovani profesori in pa seveda tudi spoštovani dijaki, izkazali, da znate in zmorete prilagoditi učni proces novim pogojem in na ta način ustvarjati tisto, kar bi bilo sicer bistveno lažje. Kot občina se seveda prizadevamo za to, da bo življenje vseh nas čim bolj kakovostno. In tudi tukaj opravljate izjemno delo. Vesel sem, da ste aktivni in nam posredujete takšne in drugačne predloge, kako pravzaprav ustvarjati naše okolje v prihodnosti. Tisto, kar si seveda želimo, je, da to aktivacijo ohranite. Kot si seveda želimo tega, da ohranite vedoželjnost, ki jo že imate, da pridobivate nove izkušnje, da pridobivate nova znanja in vsa ta znanja potem tudi vrnete v lokalno okolje. Naša skupnost, kljub temu, da že ogromno delamo na področju mladine, potrebuje prav mlade. Potrebuje vašo inovativnost, potrebuje vašo spodbudo, kajti, verjemite, ste naše veliko upanje. Srednja šola Veno Pilon je za občino Ajdovščina izjemnega pomena. Tu se namreč kalite tisti kadri, ki boste v prihodnosti upravljali našo skupnost. Upravljali boste različna podjetja, opravljali različne odgovorne naloge in verjamem, upravljali tudi družbo kot celoto. Tudi na tem mestu hvala profesoricam in profesorjem za to, da naše mlade spodbujate k čim večji kreativnosti. Vesel sem tudi vseh vaših dosežkov v okviru programa Mladost na Buri in verjamem, da bodo tistim, ki ste se programa udeležili, še kako koristile tudi na vaši nadaljnji poti. Vsem skupaj želim izraziti veliko čestitko in pa seveda tudi zahvalo za prilagodljivost in pravzaprav za vse, kar ste storili v tem obdobju za našo skupnost. Ob zaključku naj vam vnovič iskreno čestitam ob koncu tega šolskega leta, zaželim prijetne počitnice in pa seveda tudi čestitam ob prihajajočem dnevu državnosti. Srečno! Hvala, gospod župan. Ej, mali, mogoče veš, kateri praznik praznujemo jutri? Ja, dan državnosti. Se lahko predstaviš 29 let nazaj in si predstavljaš, kaj vse so naši starši doživeli. Koliko strahu, negotovosti in koliko ponosa so doživeli, ko so se ozrli v novo slovensko zastavo. Trenutno se nahajamo na Kumu, kjer so 28. junija in 2. julija leta 1991 letalo Jugoslovanske ljudske armade napadli vdajnik v 10-dnevni osamosvojitveni vojni. Naslednje leto mineva 30 let od osamosvojitve Slovenije. Do vojne za Slovenijo je prišlo zaradi nasprotovanja slovenskim težnjam po decentralizaciji in demokratizaciji. Decembra 1990 se je na referendumu velika večina prebivalcev Slovenije odločila za samostojno in neodvisno državo. Za kraj prvega obračuna z Novo Slovenijo je JLA izbrala Maribor, kjer je 23. maja 1991 izvala incident. Ugrabila je slovenskega pogajalca, podpolkovnika Vladimirja Miloševića. Pod kolesi vojaškega oklepnika je umrla tudi prva slovenska žrtev Josif Šimčik iz Miklavža. Slovenska skupščina je ustavni zakon o samostojnosti sprejela 25. junija 1991. Na mejnih prehodih so bile jugoslovanske table in zastave zamenjane s slovenskimi. Postavljeni so bili mejni prehodi proti Hrvaški. Isti večer se je v Beogradu sestal Zvezni izvršni svet. Sprejel je odlok o zavarovanju državnih meja v Sloveniji, s čimer sta imeli JLA in zvezna policija odprto pot za oborožen nastop proti Sloveniji. Za uradni začetek vojne za Slovenijo velja 27. junij 1991. Enote Jugoslovanske ljudske armade pa so iz vojašnice Ilirska Bistrica začele svoj pohod na mejne prehode z Italijo že 26. junija 1991 ob 13. uri in 15 minut. Zvečer tega dne, ko so v Ljubljani proslavljali osamosvojitev, je bila Primorska že okupirana. Vojna za Slovenijo se je začela ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. S tem se je začela 10-dnevna vojna, v kateri sta slovenska teritorialna obramba in policija, navkljub številčni in tehnični pomoči sovražnika,
popolnoma onemogočila in porazila jugoslovansko ljudsko armado. V torek, 2. julija, se je začel odločilni del vojne za Slovenijo. Predsedstvo Republike Slovenije je ob 21. uri sprejelo sklep o enostranski ustavitvi ognja. V nedeljo 7. julija so se na Brionih sestali predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske skupnosti. Sprejeta je bila Brionska deklaracija, s katero je bil uveden 3-mesečni moratorij za slovensko osamosvajanje. Predsedstvo SFRJ je 18. julija sprejelo odločitev, da se JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umakne iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo zapustili iz koprskega pristanišča v noči s 25. na 26. oktober. Ne spomnim se, da bi se doma kdaj veliko pogovarjali o politiki. V tistih dneh je bila pa to vsakdanja, vsakodnevna tema. Govorilo se je v glavnem o vojni, takrat se tega niti še nisem dobro zavedala. Prisoten je bil tudi strah strani staršev. Mama in oče sta govorila celo o tem, da če bo tako hudo, bomo šli v Italijo k prijateljem. Najbolj nas je bilo strah, da bodo pač očetov poklicali v vojno. Dobro se spomnim, četrtka popoldan. Z družino smo bili najprej skupaj po nakupih v bližnji Italijanski Gorici in ko smo se vrnili popoldan pač proti večeru domov, je mojega očeta pred vrati že čakal vojak. Oče seveda mogel iti. Ker je imel on višji čin, vojaški, je imel vso opremo seveda doma, z mamo se je na hitro poslovil, z mlajšim bratom sploh nisva smela biti zraven ob odhodu. Spomnim se tudi dni, ki so sledili, mama je seveda dopoldan hodila v službo, popoldan je vse dni visela pred televizijo ali pa je poslušala novice po radiju, hotela je tudi vedeti, kaj se dogaja. Spomnim se tudi, da smo med vojno morali 2-krat v zaklonišče zaradi letalskega napada. Ob koncu vojne pa se je oče varno domov. V spomin na odločitev narodne zavesti, da Slovenija postane samostojna država, praznujemo 26. decembra, dan samostojnosti in enotnosti. Vsako leto 25. junija pa slovenska zastava ponovno zavihra ob dnevu državnosti. Bi zdaj pogledala še dosežke z zgodovine? Sledi pregled nagrajencev tekmovanja z področja zgodovine. Kako je fino. Fino. Pazi malo na bonton. Če Moraš pa s polnimi usti voditi prireditve. Če pa tako dobro. Ko bi bil pouk vedno tako poln okusu. Prehajamo na področje tujih jezikov. Naši dijaki so se tudi letos udeležili regijskega tekmovanja iz angleščine. Državno tekmovanje pa zaradi nastale situacije tudi tu ni bilo izvedeno. Kaj pa tekmovanje iz psihologije? Tudi tega COVID odnesel? Deloma, Felix. Tudi tukaj je državno tekmovanje moralo v izolacijo. Kakšna je verjetnost, da se COVID jeseni spet ponovi? Čakaj malo, samo da izračunam. Ja, po mojih izračunih, glede na dosedanjo statistiko, odstotek znaša error. Tri cele 1, 4, 2, 8, 7, 3.
je ful za noč približek od števila pi. Saj približek je kul, lahko da je racionalen, sam pi je paril. A štekaš? Realen. Realen tako kaj jaz, brat. Jaz sem MC na kvadrat, se pravi E, ki je 2,7182. Letos sta bili na področju matematike deloma izvedeni 2 tekmovanji. Sledijo rezultati. Joj, te maske so nam pa res konkretno zahranile življenje. Ja, niso najbolj prijetne, se strinjam s teboj, so pa v trenutni situaciji še kako potrebne. Zato so se naši dijaki med karanteno naučili, kako se lahko doma izdelajo sami. Pri pouku biologije smo dijaki drugih letnikov dobili možnost, da se preizkusimo v izdelovanju zaščitnih mask. Profesorica nam je posredovala več navodil za različne tipe mask, ki jih je možno izdelati doma z vsakdanjimi pripomočki. Sama sem izdelala masko iz papirnatih brisač, saj me je presenetilo, kako preprosto si je zagotoviti osnovno zaščito za vsakdanje opravke. Zdaj pa idemo pogledati, kako so se pilonovci odrezali na tekmovanjih iz naravoslovja. Tebi naravoslovci so bili pa res pridni. Ti, ko je šlo pa tebi tu učenje in izvajanje nalog nadaljavo? Bilo je polno izzivov. Lahko bi rekla, da je bilo precej naporno, vendar sem prepričana, da se je vsak izmed nas naučil nekaj novega o sebi. Zagotovo smo se vsi maksimalno potrudili. Felix, pri katerem predmetu je pa tebi čas najhitreje tekel? Pri športni seveda, sej poznaš, ne rek, ne? Zdrav v duhu, zdravem telesu. Lej vse, ki smo delali. Tu je pa prav nekaj posebnega. Si slučajno v času karantene uspela nahraniti tudi svojo umetniško dušo? Sem? Pa ne samo jaz. Mnogi dijaki so se v času tega pouka nadaljavo preizkusili v novih izzivih. Nekateri so risali, slikali, kuhali, drugi šivali, glasbeno ustvarjali. Skratka, nismo se predali brezdelju in brezupu, temveč smo čas namenili osebni rasti. To pa si zelo lepo povedala. Poglejmo si še nekaj umetniških del, ki so jih narisali naši dijaki v času karantene. Koliko dobrih knjig si že predstavljam. Konec pouka, začetek poletja, morje, ležalnik, limonada in knjiga v roki. Je sploh loše kaj boljša? Ja, poezija. Tisto, ki jo sam ustvariš.
pred viharjem. To so bili še možje, goli med volkovi. Divje življenje in nora genialnost. Moja mladost. Poglejmo še rezultate iz materinščine. Ej, mali, poslušaj tu tukaj. In spet, če želiš močnejšo različico besede dober, kakšen smisel ima cela vrsta nejasnih, nekoristnih besed, kot so izvrsten, čudovit in vse druge. Plus dober ima isti pomen. Ali pa 2 plus dober, če želiš še kaj močnejša. Pardon, ta Orwell me je res noter zdaj potegnil. Kar sama zaključi. 2 plus dobro ti gre. Tako. Pa smo prišli do konca naše zaključne prireditve, ki je bila kot letošnje šolsko leto nekoliko drugačna. Kljub preprekam, pred katere sta nas postavili epidemija in karantena, smo dokazali, da lahko stopimo skupaj in posežemo po zvezdah. Vam, dragi dijaki in dijakinje, profesori in profesorice, želim mirno in predvsem zdravo poletje. Naj valove COVID epidemije zamenjajo osvežujoči valovi morja. Želim si, da se septembra spet vidimo v učilnicah, se objamemo, nasmejimo in dokončamo mozaik leta, kot ga še ni bilo. Lepo se imejte, se vidimo tukaj septembra v živo pred srednjo šolo Veno Pilon. Ajdovščina.